Pa kje ste, prijatelji, oddaje Najviža, iskren, topo in prijazen dober večer želimo. Končno smo skupaj v oddaji, ki smo jo čakali, jaz zdaj pa res več kot leto in pol. Veseli smo vaše družbe, ostanite z nami, ne bo vam žal. Narodno-zabavna glasba je nekaj, kar Slovenci nosimo v srcu. Tisti, ki še tega niso spoznali, bojo mogoče malo kasneje. Ampak ravno mi bomo morda tisti, ki jih navdušimo za nekaj, kar je naše, ne samo v naši domovini, ampak tudi širom po svetu. Dobrodošli v prvi oddaji nove sezone. Z nami bo besedilopistka, tudi farmacevtka, ki to ni več, nekaj časa je delala za lekarniškim pultom in me prav zanima, katerih tablet je izdala največ. Če je v tabletah morda napisala tudi kakšno skladbo. Vera Šolin z nami kmalu. Uvodoma pozdravimo ansambel Golte, kmalu slišimo tudi njihovo novo polko. Pravi Slovenec, ponosni nase, na harmoniko, ampak začnemo pa s tisto, ki jih od njih po moje najbolje poznamo. Najbolj nora noč in dober večer. Govoriš mi eno, a v očih ognjeno, strasti imaš in mislim si, to ni pošteno. Jasno je obima, nič se ne ujema, sva prišla le do poljuba in objema. Kaj ko bi priznala, da si le igrala, a v resnici ne bi le pri tem ostala. In da nisi hladna, pusta in uradna, ampak vroča, vroča ljubica. Nora, najbolj nora noč bo to, ker boš od meni, in noro, najbolj noro nama bo prelepo. Ko bova se ljubila, nora, najbolj nora noč bo to, ker boš od meni, in noro, najbolj noro nama bo prelepo. Igraj več dame, bodi divja zame, naj nocoj bo konec te predolge drame. Bodi končno živa, bodi nagajiva, daj pokaži mi, kaj vse se v tebi skriva. Veš, da to ni kraja, če te kdo razvaja, in da nama ne grozi izgon iz raja. Nama to pripada, kar oba bi rada, kar želiva, vroče si oba. Nora, najbolj nora noč bo to, ker boš od meni, in noro, najbolj noro nama bo prelepo. Ko bova se ljubila, nora, najbolj nora noč bo to, ker boš od meni, in noro, najbolj noro nama bo prelepo. Ko bova se ljubila, nora, najbolj nora noč bo to, ker boš od meni, in noro, najbolj noro nama bo prelepo.
Dobrodošli v prvi oddaji nove sezone. Ansambel Gulte so z nami že skoraj v njihovi 20-letni glasbeni karieri. Gotovo to zasluži en aplavz, lahko jim ga date zdaj v tem trenutku. Toni, Andrej, Grega, grem najprej do slavljenca, ker imaš baje danes rojstni dan. Ja, imaš prave informacije. Vse najboljše. Hvala lepa. Česa si želiš? Ja, marsikaj. Ja? Ampak bom kar ostal pri tistih splošnih. Zdravje zase in za okolico. Ne? Česa si si zaželel pred skoraj 9 meseci? Ja, imaš pa res veliko informacij. Tudi zdravja za mojo ženo in moj podmladek, ki prihaja. Odlično. Sicer pa so ansambel Gulte že do zdaj kar konkretno poskrbeli za podmladeka, ne? Vsak ima dva, dobro, zdaj Grega pričakuje tretjega. Ja, res je. Smo bili kar pridni tale čas. To nam je, bi rekel, eno tako obdobje zdaj, ne več tako novo, ampak prijetno. Nekako združujemo delo, muziko in seveda družina je pa seveda na prvem mestu. Lepo. Ste pogrešali tudi takšne odre? Ja, seveda. Mislim, zdaj je bil res čuden čas za nas, muzikante. Tole poletje je bilo super. Jaz upam, da bo trajalo in da bomo čim več se družili na takšnih in oddajah in seveda odrih. Odlično, se veselimo gotovo, sicer pa ansambel Gulte niso bili oziroma niste bili deležni zdaj neke blazne medijske pozornosti. Sploh v zadnjih letih ste rekli, se malo nazaj umaknemo, pa zdaj, če izpustimo to korono, ne? Ja, točno tako. Mislim, da tudi ljudje že kar pogrešajo, veliko sprašujejo, a še špilate kaj. Ves čas smo igrali, ravno prav, ni bilo preveč, ni bilo premalo, da smo se tudi lahko posvetili družinam, kar je seveda prav. No, zdaj pa, kolikor je časa, vadimo, kolikor moramo, se trudimo, da naredimo kaj novega. Tako da smo tudi v zadnjem času eno novo polko posneli, pa imamo še na lagerju nekaj novih. Pridemo še do te nove polke, sicer pa tista, ki smo jo pravkar slišali, Najbolj nora noč, besedilo zanjo je napisala Vera Šolinski, se nam kmalu pridruži tudi v prvi oddaji nove sezone oddaje Najviža. V tem trenutku pa z ansamblom Gulte od polke do valčka. Ne povej mi, ko bo jutro, veš, da zjutraj se mi spi. Mislil bom, da sem le sanjal, grde sanje, da te ni. Nič ne reci, ko bo sonce, da se ne pokvari dan. Saj če šla boš, bo sijalo, brez spomina in zaman. Kadar dež bo, ne povej mi, ne spodobi se tako. Da hudo mi je, da jokam, se sploh videlo ne bo. Ko bo tema, nič ne reci, rad v oči bi gledal te. Ni pošteno, da jih skrivaš, ko se trga mi srce. Da me nimaš nič več rada, mi še ne povej. Morda zjutraj, ko zbudiš se, vse bo kakor prej. Da med nama je končano, mi ne reci še. Kaj če jutri žal ti bo, ker si zmotila se. Ne povej mi, ne spodobi se tako. Da hudo mi je, da jokam, se sploh videlo ne bo. Ko bo tema, nič ne reci, rad v oči bi gledal te. Ni pošteno, da jih skrivaš, ko se trga mi srce. Da me ni
nič več rada mi še ne povej. Morda zjutraj, ko zbudiš se, vse bo kakor prej. Da med nama je končano, mi ne reci še. Kaj če jutri žal ti bo, ker si zmotila se? Kaj če jutri žal ti bo, ker si zmotila se? Ljubil sem te res iskreno. Naslednji valček, ki ga slišimo od naših glasbenih gostov, potem kmalu predstavimo tudi njihov novi videospot za skladbo Pravi Slovenec. Jih še malo povprašamo, kako to, da so modne kreacije zamenjali za ta pravo narodno nošo. Sicer pa še mogoče novost aktualne sezone, oddaja traja 1 urco, tako da se veselimo vaše družbe do 9. Tako bo vsak četrtek ob 20, ko bodo prihajali iz širne Slovenije v naš velenjski studio ansambli. Veselimo se, da tudi kakšen zabavni izvajalec, novost morda letošnje sezone, pa tudi, da izpostavimo avtorje vse te zakladnice narodno-zabavne glasbe, ki so včasih preveč v ozadju, pa bi bilo dobro, da jih spoznamo tudi malo pobliže. Govorimo o avtorjih besedil, aranžmajev, tudi glasbe. Ansambel Golte. Ljubil sem te res iskreno, ljubil sem te kot nobeno in verjel do včeraj, da bom vedno s tabo. Je bilo lepo in sladko, a je trajalo prekratko, z lažnimi poljubite je drugi osvojil. Je bilo lepo in sladko, a je trajalo prekratko, saj njegov objem nikdar iskren ni bil. Zakaj vse lepo mine, zdaj živim le za spomine, za trenutke, ki sem jih doživljal s tabo. Zdaj je lesk v duši prazen, ker poti so šle narazen, a kako lepo je, ko v dvoje svet gradiš. Zdaj je lesk v duši prazen, ker poti so šle narazen. Kje si zdaj, da mi na rano daš obliž? Rana peče in skeli, zdaj otožen je obraz, kaj ti drugi daje več kot jaz. A življenje gre naprej in že jutri nov bo dan, spet obraz bo soncem obsijan. Življenje gre naprej in že jutri nov bo dan, spet obraz bo soncem obsijan. Spet obraz bo soncem obsijan.
Čarov oddaje v živo je ogromno in ostajamo edina narodno-zabavna oddaja v Sloveniji, ki si upa takole v živo pokramljati z narodno-zabavnimi ansambli. Na enem izmed intervjujev so me vprašali, kakšen je pa kakšen tako odsver, ki se zgodi med oddajo, pa sem rekel, ja, ma teh je kar nekaj, ampak delati z narodno-zabavnimi ansambli, to je mačji kašelj. Pripravljeni so se obrniti zelo hitro, pripravljeni na najrazličnejše odre, ker so usposobljeni za to, da stopijo na poročnega, na tistega od Abrahama, da zaigrajo tudi otrokom in da konec koncev pozdravijo tudi gledalce preko kamer. Res je, seveda na začetku težje, a ne? Ja. Ampak mi smo zdaj že kar nekaj let v tem, seveda so še tisti včasih kaki dvomi, predvsem, če je tudi igrati treba čisto v živo, Ja. ampak mislim, da se navadiš počasi. Skoraj 20 let za ansambl Gojte. Ja, res je. Naslednje leto bo okrogla obletnica 20 let. Ves ta čas smo Grega, Toni in pa moja malenkost Andrej. To si tudi štejemo kar v eno tako čast, ker smo pravi prijatelji še vedno. Pa povezani tudi družinsko, vidva z Grego, a ne? Res, z Gregom smo brata, Toni je že pa res dolgoletni prijatelj. Sem prej rekel, da smo vas poznali po usklajenih, modnih kosih, se pravi srajcah, oranžna je bila vaša barva, a ne? Zdaj ste prišli na narodno nošo. Mislim, da na začetku smo bili nekaj časa v narodnih nošah, tudi na vseh naših nastopih. Potem se je pa nekako porodila ideja, da bi naredili kaj svojega. Imeli smo par takih, se mi zdi, kar zanimivih kompletov, tako da na tisto obdobje smo ponosni, ampak se vemo, obleke se spreminjajo, Ja. in mi smo pa zdaj s tem novim Lukom, ja, tudi lahko. bolj bom rekel, no, tole obdobje zdaj, ta letošnja pomlad, pa poletje, smo snemali ta novi videospot, pravi Slovenec, pa rekli bomo pa nedeljeno tako, mogoče bolj kratko obdobje v narodnih nošah, kjer Ja. se tudi zelo lepo počutimo. Odlično. Tudi videospot posneli za to pesem. Ja, smo posneli videospot v lepem poletnem dnevu. Nekako smo ujeli najlepše trenutke našega domačega kraja, Šmihela in pa Mozirja, Lepo. pa v narodnih nošah, in so res čudoviti posnetki, tako da si ga morate pogledati. Pa še zgodbica je taka, da jaz mislim, da se bo vsak mal najdu noter v njej. Avtorji, ja, kako? Vsak Slovenec. Vsak Slovenec. No, pa si poglejmo tole luštno zgodbo. Ansambl Gojte gotovo ostajajo tudi z nami v oddaji Najviža. Pravi Slovenec. Rad zemljo obdelujem in svoj krompir sadim, da imel bi boljši avto, kot sosed si želim. Kjer raste vinska trta, tam je moj drugi dom. In na Jadranskem morju dopust preživel bom. Ko žena gre v cirkev, jaz skočim v bife. Da všeč mi je soseda, zato nihče ne ve. Na avto ženske vino in šport se jaz spoznam. V kovčku za pečjo pa harmoniko imam. Pravi Slovenec sem, vse od nog pa do glave, v norem ritmu polke rad se zavrtim. Pravi Slovenec sem, ni mi mar za težave, najraje vriskam, pojem in se veselim. Na avto ženske vino in šport se jaz spoznam. V kovčku za pečjo pa harmoniko imam. Pravi Slovenec
To je oddaja Najviža. Veseli smo, da se lahko tudi usedemo. In tudi to je novost te sezone. Vesel sem in počaščen, da si je vzela za prvo oddajo nove sezone čas. Tudi moja prijateljica, pa se mi zdi, da je prijateljica vse Slovenije, lahko rečem, narodno-zabavnih ansamblov, narodno-zabavnih festivalov, narodno-zabavnih inštrumentov, ne samo narodno-zabavnih, ker saksofon ni zdaj čisto konkretno tako, da bi spadal v neko kvintetovsko zasedbo. Vera Šolinc. Živijo. Kako? Odlično. Sem vesel, hvala lepa. Ja, z veseljem. Sicer pa tudi gledalka oddaje Najviža. Ja, res. Čeprav malo kdaj, ker nekako vedno se nekaj dogaja, da ne pridem pred ekran, ampak ja, če se le da. Ne gledaš dosti televizije? Ne, Zakaj ne? časa ni. Ali nočeš živeti v svetu dezinformacij ali pa preveč informacij? Ma ne, informacije vzameš to, kar ti je, kar pa ti ni, pa preslišiš, to ni problem. Kako je delati z narodno-zabavnimi ansambli? Zabavno. Ne? Ja, zabavno, zelo različno, odvisno s kom. Ne. Eni so zelo resni, eni so zelo navihani, eni so tudi taki, da mislijo, da gre to zlahka, pa ne gre. Ne, tako da ja, pestro. Prej sem jih zelo pohvalil. Sem rekel, da sem na enem izmed intervjujev odgovarjal na vprašanje, kako se narodno-zabavni ansambli obnesejo v takšni oddaji v živo. Ne? Pa sem rekel, pripravljeni so na kakršnokoli priložnost, ker so usposobljeni za igrati na ohceti, za igrati otrokom, za igrati na Abrahamu, tudi nastopati na televizijski oddaji. Misliš, da imajo še danes premalo pozornosti in premalo spoštovanja? Ja, res bi bilo treba omeniti, da narodno-zabavni ansambli so tisti, ki največ igrajo v živo, recimo. Ne? V drugih zvrsteh glasbe se mogoče malo več uporablja playback ali pa vsaj pol playback. Narodno-zabavni pa večinoma si upajo iti nekam zaigrati v živo, lahko celo brez ozvočenja. Pa tudi ogromno jih je, ki sami povezujejo program, ogromno, ki imajo še show program. Ne? Tako da ja, zelo takole širokega spektra so narodno-zabavni glasbeniki, če mene vprašaš. Tudi tvoja družina pokriva najrazličnejše spektre, nekaj športa, nekaj glasbe, nekaj tudi medicine, kjer si pa ti začela? No, farmacija. Tako, ja. Hčerka je v medicini. Ja, smo kar taka pestra družina tudi, ja. Vsak je v bistvu zavil malo v svojo smer, ne, ampak glasba nam je pa vsem skupna, no. To pa vsi otroci so se glasbeno šolali, ampak eni so to bolj vzeli za res, eni pa bolj za hobi. Kako Eva, Sabina in Matej spremljajo tvoje dosežke? Pa kaj jaz vem, to je pri nas nekaj normalnega, pač mama to počne in mislim, da se posebej glih s tem ne obremenjujejo. No. Ampak v sebi vedo, da je mama faca. Sploh takrat, ko tudi prime sama za mikrofon in zapoje srčen, trčen. Mi pa gremo na turnejo spet za nekaj dni. Vsi domači dobro vejo, zdaj pa heca ni. Polni kočki, instrumenti, noša narodna. Zbogom dom, predragi moji, in Slovenija. Dolgočasne sive ciste, dolge so poti, a če družba je vesela, se potrpi. Smeh prekrije hrup motorja in cel kup težav. Važno, da je dobra volja in da vsak je zdrav. Srčen, pa malo trčen, tak mora biti muzikant ta prav. Da bo vso noč do jutra okrog igral, pod dnevi spal. O ja, srčen, pa malo trčen, le takšen je muzikant
1000 kilometrov spet do doma bo. A za muziko domačo nič nam ni težko. Srčen, pa malo trčen, tak mora biti muzikant ta prav. Da bo so noč do jutra okrog igral, pa dnevi spal. O ja, srčen, pa malo trčen, le takšen je muzikant lahko. Tudi presvenka v žepu, povsod veselje drusil bo. O ja, srčen, pa malo trčen, le takšen je muzikant lahko. Tudi presvenka v žepu, povsod veselje drusil bo. Kovačeva gobila gotovo ni bila bosa pri tej skladbi, to je bila tudi polka leta 2019 in ostaja. Drži? Ja, kaj pa jaz vem, mislim, zdaj je že nova najpolka, ne? Ker je bil še en festival. Ne? Dobro, Zatem- ampak letnica je zapisana. Letnica je zgodilo se zapisana, je pa to bil res en čudovit dogodek za nas tudi, ker sploh ne vem, mislim, čudno je, da smo se sploh odločili, da gremo tja, ampak nekako se mi je zdelo, da je malo preveč ta muzika šla v neko moderno smer. Pa se reka, gremo probati za eno tako čisto navadno polko, tako malo starinsko. Ne? Ja. In smo šli in je uspelo. V času modernizacije Tako. narodno-zabavne glasbe, Točno ne? tako. Še zmeraj užge, Še zmeraj žge klasična polka. na katero Ampak- se da zaplesati, Ja, ko ima ampak jo pravi je pa, tempo. moram reči, težko napisati, ker je že toliko vse uporabljeno, da je že malo zmanjkalo materijala. Ne? Ampak a se mogoče bojiš, da bi ti zmanjkalo kdaj materijala? V bistvu ne, ker vedno se še kaj najde. Ne? Ja. Če iščeš, najdeš. Je pa treba se malo bolj potruditi mogoče. Ja. Katera področja tematike so mogoče še malo tako na strani, z rezervo? Ja, mislim, da Je so, še šle, možnost. da so šle malo so v zatonu te starinske tematike, običaji, domovina. Se mi zdi, da malo trenutno prevladujejo ljubezenske tematike, sodobnejše tematike. Ne? Jaz se pa potrudim, da še včasih vendarle kje uporabim kako od teh malo bolj klasičnih, tradicionalnih tem, Lepo. če se le da. Je treba verjetno izbrati tudi pravi ansambl za interpretacijo take skladbe, takega sporočila. Predvsem je tako, ne? Jaz sem mnenja, da se boljše naredi skladba, če je najprej melodija. In če vidim, da je melodija takšna, da bi nekaj takega pasalo gor, ne? Ja. Potem poskusim tudi nekaj takega narediti. Pisala si na tak način za velikane narodno-zabavne glasbe, Ja. nekatere celo, ki so nas že zapustili. Ja, tako. In Slak in Avsenik sta vedno mi najprej dala melodijo. Še kakšno Res. oporno točko zraven? Avsenik predvsem je dal naslov, ki je bil ponavadi tudi prva vrstica refrena. Ponavadi je to ritmično šlo v to prvo vrstico in to mi je dosti olajšalo delo. Slak je pa vedno prišel domov osebno in se je hotel pogovoriti o zadevi. Ja. In sva pa na tak način naredila, recimo, tetka, povejte, Ja. ko zaslišim znano melodijo, naprimer. Ne? Včeraj, če se ne motim, 10 let, odkar nas je zapustil. Tako, Ne? tako. K tebi osebno prišel na dom, ali si ti bila? Ne, osebno. Aha. On je osebno prišel, ker njegova žena je bila blizu doma, pa sta šla na obisk k sorodnikom, pa še pri meni sta se oglasila spotoma. Lepo, ker sem kar nekaj zgodb slišal, kako je ljudi vabil v svojo zidanico, a ne, bil ponosen na svoj cviček, ki ga je lahko nalil v kupico, mogoče celo skoraj bolj včasih na svojo frajtonarco. No, midva s Slakom smo se vsem strinjala, razen pri cvičku. Jaz bolj prisegam na belo vino kot prava Štajerka. Lepo. Mami treh, to smo slišali, sicer pa imaš tudi hišne ljubljenčke. Oh ja, tudi 3. Vse dobre stvari so 3. Ja? Imam 2 kužka pa 1 mucko. Lepo. Če bi izbirala petje, pisanje, Puf.
To je pa težka odločitev. Če bi me vprašal pred 10 leti, bi verjetno izstrelila petje. Zdaj pa se mi zdi, da je moje poslanstvo mogoče bolj pisanje, ker ne vem. Zaradi nagrad? Zaradi nagrad. Na nagrado ne moreš misliti. Nagrada pride, če delaš od srca. Ja. Pa so dušo, ne z namenom, da boš neko nagrado dobil. Se vsi, ki pišemo, znamo narediti recimo tekst, ki bo ciljal na strokovno žirijo, ampak taka skladba se ponavadi potem ne prime. Tako da narediš, tako kot čutiš, pa tudi nagrade pridejo. Ja, se mi zdi, da je to eno tako poslanstvo, ko z njim mogoče več glasbenikov tukaj noter sodeluje. Samo petje, ne vem, to je za mojo dušo super, sploh v zadnjem času, recimo, imam srečo, da tudi sodelujem še pri drugih ansamblih, ne samo pri svojem, kot pomoč in resnično uživam, recimo z ansamblom Zupan, zelo uživam, nadomeščam Doris, ki je dobila otročka, in petje v tercetu mi je en poseben izziv, tako da ja, zelo uživam v petju, ampak mislim, da je tisto moje glavno poslanstvo je pa pisanje. Že znaš naprej povedati, bo skladba uspešnica? Povedati znam, samo ni rečeno, da imam prav. Lepo, odkrito. V enem določenem odstotku imam prav, ja, kar visokem. Super. Kako naprej, Vera in originali, si rekla prej med videospotom, čas toliko hitro teče? Čas je ponorel, ampak moji originali imajo nekako še kar voljo, še kar delamo, čeprav so taki težki časi, še kar z veseljem zašpilamo in jaz sem prepričana, da še bomo kar vlekli nekaj let. Abrahamka, ostajaš? To letnico si sama nekako zapisala, čeprav jih šteješ zdaj nekaj več, ampak skladba je polka je bila uspešna, a ne? Abrahamka naša, vino, ki zori, dobro, sej zori, ampak v ušesih, pa tudi po videzu moram reči, da se zelo dobro držiš. Kak rojstni dan si zavrtim Abrahamko, pa si mislim, lej, to je to. Nič ne priznam, da je šlo kaj naprej. Ti je žal za kakšno leto? Ja, marsičesa mi je žal. Recimo, če sem se preveč posvečala kakim nepomembnim stvarem, ampak to potem z leti spoznaš, pa potem popraviš te stvari. Vedno bolj delam samo tisto, kar mi je všeč. Vedno manj tisto, kar drugi od mene pričakujejo. Držimo pesti, da to deluje v takšni smeri, ki jo pričakuješ in si želiš. Upajmo. Najlepša hvala za obisk v studiu. Hvala, Žiga, z veseljem. In čisto slučajno zbrala valček Misel nate ne zaspi, takrat na Slovenski polki in valčku 2019 valček leta? No, to je bila pa skladba, ki sem pa takrat pred festivalom rekla, da si pa bi skoraj upala staviti, da ne bo spregledana na tem festivalu in res ni bila, res je bila odlična in je tudi dobila naziv valček leta. Saša Zamarnik, Vraži, Misel nate ne zaspi. Ko iskalo je srce, tebe je našlo. Vedela sem, da ljubezen moja večna bo. Brala sva besede z ustnic, želje iz oči. Bil si moja polovica, zdaj pa manjkaš mi. Kdo naliv ljubezni čašo, najino je strup. Kdo zamešal med poljube, jezo in obup. Nisva znala več obiti grdih vseh pasti, zdaj si rane celim sama in ob drugi ti. Misel nate ne zaspi, pa čeprav sem to hotela, tiha želja v meni še gori. A minile so noči, ko sva rada se imela.
pri sreči pot pretežka je, ker srce o svoje hodi, ne uboga me. Misel nate ne zaspi, pa čeprav sem to hotela, tiha želja v meni še gori. A minile so noči, ko sva rada se imela, zdaj pa čakam, da mi čas solze posuši. A minile so noči, ko sva rada se imela, zdaj pa čakam, da mi čas solze posuši. Ja, letnica 2019 je bila očitno res na strani festivala Slovenska polka in valček. Krasni pesmi sta bili tole. V tem trenutku pa čas vrtimo še 10 let nazaj, in sicer v leto 2009. Ansambel Golte, Če te luna nosi, takrat so zmagali s tole polko. Če te luna nosi, ti pomoči ni, kakor če te ženske božajo dlani. Kadar si zaljubljen, skoraj je tako, da v očih predrage vidiš lunico. Zdaj ne jem, ne pijem, zvezde le strmim, če me kdo kaj vpraša, pametno molčim. Tega luna trka, rečejo mi vsi, tista, ki jo ljubim, se mi le smeji. Lunica, povej kako, pamet me srečala bo. Lunica, povej mi kje, kamrica se mi odpre. Luna pa molčala je, šla pod oblake je spat. Jaz poguma nimam več, da šel bi vas sovat. Če te luna nosi, ti pomoči ni, kakor če te ženske božajo dlani. Kadar si zaljubljen, skoraj je tako, da v očih predrage vidiš lunico. Zdaj ne jem, ne pijem, zvezde le strmim, če me kdo kaj vpraša, pametno molčim. Tega luna trka, rečejo mi vsi, tista, ki jo ljubim, se mi le smeji. Lunica, povej kako, pamet me srečala bo. Lunica, povej mi kje, kamrica se mi odpre. Luna pa molčala je, šla pod oblake je spat. Jaz poguma nimam več, da šel bi vas sovat. Luna pa molčala je, šla pod oblake je spat. Jaz poguma nimam več, da šel bi vas sovat. Jaz poguma nimam več, da šel bi vas sovat.
Mogoče malo bolj kot polna luna tale teden aktualen Merkur v retrogradu, ki tudi pove marsikaj. Spremljate to kaj? Polno luno spremljam, na različne načine se to občuti. Ja? Kar se pa ostalih stvari tiče, bolj strokovnih pa ne. V redu? Tako da, ja. Berete ansambl Gulte, horoskope mogoče? Jaz osebno ne. Ne, Ne. nič ne pomeni. Ne. Ponovadi kar štima, če mi kdo kaj prebere. Ampak Odlično. sama ne. Ali pa sem dober, ne? Po drugi strani. Ti, Grega? Ne, horoskopov sploh ne. Ne. Sem tehnica, pa zmeri tako slabo piše, da mislim, ne, se hecam. Ja. Ne, me ne zanima. Polna luna pa to pa bolj, ko grem zvečer ven, pa gledam, kak je vse gor zanimivo, pa kak miglja in Ja. kaka luna lepa je, pa si mislim, jo škoda, ko ljudje tega ne vidijo, ko so noter pred televizijo. Tako da bolj v to smerno. Ansambl Gulte je sicer dosti v naravi, ne? V stiku z naravo. Pa tudi prehajate iz takih koncev, da bi bilo greh mogoče ne občudovati skozi lastne oči vsega tega lepega zelenja. Ja, mi smo izredno ponosni na našo zgornjo Savinjsko dolino. Živimo v teh krajih, kjer je pa res, res lepo. Tudi poskušamo vedno kaj pokazati v kakem videu. Živimo pa vsak dan s to lepo naravo in je prijetno. Odlično. Slišali smo skladbo, zmagala na festivalu Polka in Valček. Wow, leto 2009, kaj pa kaj je leto mogoče 2022? Ja, mi nekih tako velikih planov sploh ne delamo. Zdaj se imamo fajn, da igramo, to nam je še vedno luštno, no, ko gremo in zabavamo ljudi na različnih dogodkih. Seveda, plan je pa, da ustvarjamo, da čim večkrat kaj novega naredimo. To nam je tudi cilj. Tako da jaz verjamem, da še bo kaj luštnega nastalo. Luštno. Sicer pa, ker sem prej spraševal za festivale, ne, lahko bi vprašal, če boste pripravili spet kak koncert, glede na to, da se obeta okrogla. Tistega, ki ste pripravili ob 10-letnici, a ne, smo si kar dobro zapomnili okrogel oder pred 10 leti za narodno zabavno glasbo, drugačen pristop. Zanimivo. Ja, to je bil, jaz bi temu rekel, eno obdobje, prvih 10 let, en tak pika na i, no, češnjica na torti in tudi oder je izgledal kot ena torta. Mislim, spomini na tisto obdobje so prekrasni. Bilo je ogromno priprav, ogromno nekih, tudi ljudje je bilo treba prepričati, da bo v redu, tudi če bo okrog oder, tehnika, vse je moglo štimati. Jaz bi rekel, kar naš takrat življenjski projekt, kar se muzike tiče. Potem je prišlo pa pač to drugih 10 let, je pa bolj družinice, špilerije. Tako, zdaj pa verjamem, da bi bil pa čas, no, da ob obletnici kaj naredimo. Upam, da bodo epidemiološka slika v redu. O kmetiji bomo zdaj le nekaj slišali. Kmetovati so začeli številni v času te epidemiološke slike. Na drugi strani lahko govorimo, da je pozitivna. Raztrislo življenje po celem je svetu, sinove iz naše vasice. Utihnila pesem je fantov na vasi, vse manje prižganih luči. Vsak dan bolj otožno zvonovi zvonijo, vabilo zgubi se v daljavo. Premalo marljivih je rok za kmetijo, pojemajo starše moči. Kmetije ne prodamo, spomine tu imamo, med jablanami skrite, zelen je prav zavite. Tam sliši čez livade, mladosti svoje spev, naš rod bo plil to grudo, vse dokler bo živel.
raztreslo življenje po celem je svetu, sinove iz naše vasice. Utihnila pesem je fantov na vasi, vse manje prižganih luči. Za mizo smo hrastovo danes se zbrali, kot včasih je v hiši dišalo. In v srcih smo vsi kakor reden spoznali, da dom naš edini je to. Kmetije ne prodamo, spomine tu imamo, med jablanami skrite, zelen je trav zavite. Tam slišim čez livade, mladosti svoje spev, naš rod bo plil to grudo, vse dokler bo živel. Slišim čez livade, mladosti svoje spev, naš rod bo plil to grudo, vse dokler bo živel. Naš rod bo plil to grudo, vse dokler bo živel. Kmetije ne prodamo in ansambl Gulte. Koliko so pa kaj oni kmetovalci? Ja, kar fejst kmetujemo, no, kolikor le moramo. Tudi pri nas imamo kmetijo, Ja. Nekaj živali in okrog 10 komadov, pri Gregu tudi. Grega se celo večkrat pošali, reče, da mu je dal oče zapisati sam zato, da si mal zemlja odpočije. Aha, Zdaj pa ne vem, ali je to res. Da, mislim, Velikrat ne se strinja, ne? ja, radi imamo živali, radi imamo naravo, radi smo v gozdu, praktično živimo sredi gozda. Ja. In zato tudi imamo tiste navade kmečke. Samo In smo domače, ponosni na samo to. najboljše. Tako, točno tako. Savinjske želodce tudi delate? O ja, in tudi zelo radi jemo, Ja. ponudimo, če pride kdo na obisk. Mi tako tudi da radi Žiga, jemo. če prideš na Aha, obisk, moram priti na obisk, ja, dobro. boš ocenil, a so v redu, ali nisi. Zagotovo so v redu. Pa sej, sploh obstaja kdo v Savinjski dolini, ki ne naredi dobrega savinjskega želodca? Imate tudi tekmovanja glede tega? Ja, ne? seveda. To bi bilo, ja. Zadrečen smo slišali, Ja. nekje iz Tudi studija. zadrečeni, fajn naredimo. V glavnem je tekmovanje in verjetno lahko dobiš tudi malo boljšega ali pa malo slabšega, ki je na mizi. Tako da to je stvar okusa. Kar nekaj Slovenije ste čez dal, a ne, čeprav Ja. mogoče se niste fokusirali toliko na medijsko prepoznavnost, pa res nastope v oddajah, vi ste ves čas igrali Abrahami poroke. Kateri je vaš najljubši oder? Ja, čisto različno. No. Zelo fajn je na veselicah, Ja? pa, ker je pač ljudje plešejo in norijo. Poroke imajo svoj čar, Abrahami smo igrali tudi na 90-letnicah do jutra in še kar bi radi, ne vem, kako je to bilo, v glavnem take zanimivi špili. No. Pravijo, da ansambli bi lahko prišli v poštev tudi za kako ločitev, a vi ste dali kako čez? Zaenkrat smo samo poroke igrali, ni pa nikjer bilo potem dogovorjeno, da igramo tudi na ločitvi, tako da še nismo doživeli tega. Kdaj se je zgodila zadnja veselica? Veselica, da smo igrali. Ja, in da je bilo veliko ljudi. Ja, letos nismo igrali tega, lani pa tudi ne. Ja. Tako da kar dolgo nazaj. Letos smo imeli pa res kar nekaj takih privat zabav, pa razni pikniki, pa veselice pa letos nismo igrali. Pogrešate množico? Seveda, mislim, to je en tak poseben čar. Čudni časi so, ker nikoli se nismo pogovarjali, je, ne vem, 500 ljudi, to je bilo še vedno malo premalo. V glavnem, zmeraj je bilo govora samo, da je res tista prava gužva, po domače rečeno. Ja. To pogrešamo. In če bi
Vprašajo številne narodno-zabavne ansamble, bi se verjetno strinjali člani, da če pride sobota, sredi poletja, kakšna lepa, topla julijska noč, pa da veselice ni, je to zagotovo dan z napako. Dan se je začel z napako, sonca zjutraj ni bilo. Saj zavise iz oblakov so prekrile vse nebo. Sam po noči grel sem rjuhe, zbudil sem se neprespan. Pa čeprav je obljubila, da z menoj dočaka dan. Pa kaj za to, če dan ni tak, ko vsak od nas bi rad. Saj vimo vsi je danes dež, a jutri sonce bo. Zato pa en napačen dan, ne more nič mi vzeti. Je glavno, da življenje gre, po tirnicah smeji. Mislil sem, da slabo voljo bom pregnal ob kavici. Na pomoto manj na tri se vanju žličko sem soli. Službo sem prišel prepozno, šef lepo me gledal ni. Zmotil sem, kako pobožal je koleno tajnici. Pa kaj za to, če dan ni tak, ko vsak od nas bi rad. Saj vimo vsi je danes dež, a jutri sonce bo. Zato pa en napačen dan, ne more nič mi vzeti. Je glavno, da življenje gre, po tirnicah smeji. Zato pa en napačen dan, ne more nič mi vzeti. Je glavno, da življenje gre, po tirnicah smeji. Po tirnicah smeji. In kako hitro gre, če je lepo, če je fajn. Kaj še osrečuje ansambl Gulte čisto tako v privatnem življenju? A otroci so se kaj nalezli vašega glasbenega ustvarjanja? Ja, na razpolago imajo vse inštrumente, zaenkrat, bravo. če samo plezajo po njih, upam, da po klavirju že gre kaka tipka tudi, tako da jaz upam, da se bodo navadili kaj tudi špilati, ja. Takšna je skrita želja, ja. Tako da. Želimo veliko lepega, veliko novih pesmi tudi. Premišljeno izdajate nove skladbe? Ja, vse to, kar bi rekel, trenutno ustvarjamo, je že kar nekaj časa tako na pol ustvarjeno. Tako da nekako smo kar kritični sami do svoje muzike. Tako da nekaj valčkov imamo trenutno v obdelavi, tako da to mislim, da bo kmalu gledalo do sveta. Ja, ansambl sicer boj za polke ali boj za valčke? Težko bi nas opredelil. Zelo radi tudi hitro igramo. Ja. Tudi kaj drugega zaigramo, tudi kaj zabavnega zaigramo. Smo pa tak, se mi zdi, da kar bolj klasičen narodno-zabavni ansambl. Tako da tudi valčki nam sedejo. Odlično. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za današnji obisk v studiu, v prvi oddaji nove sezone. Kakšna čast. Ja, nas zelo veseli in smo veseli, da smo z vami skupaj. Še dobrodošli. In dobrodošli vi prihodnji četrtek ob 20. uri. Povejte sosedom, povejte prijateljem, da smo nazaj, da vas čakamo. Čaka vas ne samo ekipa oddaje Najviža, ki se ji zahvaljujem že za prvo oddajo, in vsi tisti, ki so omogočili, da smo lahko z vami tudi
v teh zanimivih časih. Čakajo vas številni narodno-zabavni ansambli, avtori, dobra domača pesem, ne samo v oddaji, ampak tudi na Facebook profilu. Mnogo gledalcev tudi iz tujine si oddajo Najvišja z veseljem ogleda tudi na YouTube, torej portalu, kjer so naložene oddaje, tam tudi dobrodošli. Sicer pa do naslednjega četrtka lep večer in naj vas tale lastovka ansambla Gulte ponese v ene lepe, mirne sanje. Spet so prazniki, vsi hiti podrodni krov, mene pa boli, zopet brez najdražjih bo. V mislih vračam se svoji dragi materi, oče čaka me, ko Ave Marija zvoni. Poleti lastovka, podljubi rodni krov, na krilih nesi me, k najdražjim sred bregov. Poleti lastovka, čez hribe in polje, le tam, kaj sem doma, kjer je srce. Mi stoji mamina podoba mi, nižno se smeji, kava v sobi zadiši. Oče pravi mi, da me čakajo vse dni, kole videl bi, kako me v prsih skeli. Poleti lastovka, podljubi rodni krov, na krilih nesi me, k najdražjim sred bregov. Poleti lastovka, čez hribe in polje, le tam, kaj sem doma, kjer je srce. Čez hribe in polje, le tam, kaj sem doma, kjer je srce. Le tam, kaj sem doma, kjer je srce. Thank you.